Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela tekma 8. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Ajdovščina se bosta pomerili ekipi domačega Primorja in Aluminija. Ajdovci na zadnjih 6 prvenstvenih tekmah niso uspeli priti do popolnega točkovnega izkupička, so pa iztržili 2 točki na zadnjih dveh preizkušnjah. Najprej so doma odščipnili 2 točki Olimpiji, nato so do pozitivnega rezultata prišli še v Fazenariji, ko je tudi Haris Kadrić dosegel svoja prva 2 gola v tem tekmovalnem letu. No, nogometaši Aluminija pa igrajo res na visokih obratih v uvodnih krogih. Trenutno so Štajerci celo na 4. mestu na prvenstveni lestvici, pa kombinatorika nogometašev Primorja, petek na levo do Maja Fokca. Fogec, Haris Kadrić je pred vrati, Kadrić in brani Rozman. Dobro posredovanje Matjaža Rozmana. Nemudoma pričakujemo pritisk tistega, ki bi morebiti prejel gol. Tu je zdaj Vizdom Sule, brani Denis Pintol. Fogec, Jermol. Haris Kadrić ima priložnost, Muriljo in gol! Gol Murilja in ni dvignjene zastavice, Primorje vodi z 1-0. 41. minuta, Haris Kadrić izvrstno do Murilja, Kolumbijec pa je dosegel že 5. gol v letošnji sezoni. Zanimivo, vse na domačem prizorišču in zdaj je Roger Muriljo skupaj s Tetejem Malenškom in Denijem Jurićem tretji najboljši strelec prve lige. Haris Kadrić do 3. asistence v tej sezoni, lepo je zaposlil Murilja, nobene sebičnosti tu strani 25-letnega Velenčana. Kolumbijec pa je žogo seveda pospravil v prazno mrežo, v miže bi lahko tole zadev. Veselje torej na tribunah. Ajdovci, Petar Petriško, tudi on ni imel pravice nastopa na zadnji tekmi, Ajdovci pa so podvojili prednost. Žan Bešir po podaji Elijana Demirovića, 56. minuta, veselje na sektorju, kjer so Red Devilsi. Žan Bešir odpira strelski račun za letošnjo sezono. Žan Bešir je postal 5. strelec Primorja v tem tekmovalnem letu. Elijan Demirović je podal pred vrata in tam je zatajila obramba Kidričanov. Žan Bešir pa je torej žogo poslal za hrbet Matjaža Rozmana in kaj reči, v Ajdovščini gotovo vohajo 3 točke, zagotovo pa Kidričani ne bodo podpisali kapitulacije. Petriško pa nogometaš s precej drugačnimi karakteristikami. Tu je Kadrić, Haris Kadrić, če bo prišel do žoge, Rozman na mestu, ampak tole je velika priložnost in gol. Gol za Primorje, Elijan Demirović, asistenci je zdaj dodal še zadetek. 3-0 vodijo Ajdovci in verjetno je tekma odločena. Nisem uspel dokončati stavka, da ima Petriško precej drugačne karakteristike od Vida Kodermana, da pa bo po vsej verjetnosti opravljal podobne zadolžitve. Haris Kadrić je znova zelo zaslužen za to, da je žoga končala v mreži. Dober strel, tudi potem je prišel do odbitka. Rozman sicer na mestu, no Elijan Demirović pa je uspel poiskati luknjo v obrambi Aluminija, žogo je poslal v mrežo in Primorje bo, če ne bo res prišlo do velikanskega zasuka, danes slavilo prvo zmago po zelo dolgem času, po 6 neuspešnih poizkusih. Elijan Demirović je žogo torej poslal. Gina se je iz Ptujske Drave preselil v Kidričevo. Lani Zavnik medtem, Zavnik in gol! Matic Zavnik, Primorje vodi 4-0. Demonstracija premoči Ajdovcev v tem drugem polčasu. Zavnik do 2. gola v tej sezoni, do skupno 4. v prvi ligi. In
Kapetan Primorja je tako zabil še zadnji žebelj v Aluminijevo krsto. Če Matjaž Rozman do tega dne ni bil premagan več kot 180 minut, pa te preizkušnje ne bo ohranil v lepem spominu. Krasna akcija Matica Zavnika. Ajdovci bodo zasluženo seveda po dolgem času prišli do zmage. Zavnik je opazil vrzel v tekmečevi obrambi, natančen strel z levico in Matjaž Rozman ni mogel odreagirati. Bo pritekel Gašper Pečnik. Pečnik, dobra podaja Pečnika, Šalbah do skoka ter do strela ligi. No, zdaj pa priložnost za Adrijana Blodka. Adrijano Blodek in gol. Aluminij do častnega zadetka. Še tekla 85. minuta. Adrijano Blodek je torej nekoliko omilil današnjo katastrofo Aluminija. Hitro je sicer žogo odnesel na sredino igrišča, ampak ni več časa seveda za Kidričane, da bi prišli do pozitivnega rezultata. Tudi danes ne bo prvega tako imenovanega clean sheeta za Primorje v tej sezoni. Petar Petriško je lepo podal na levo stran, Adrijano Blodek pa je izvrstno odreagiral, premagal je Denisa Pintola, ki je prejel 50. gol v prvi ligi. Vse je izgledalo povsem čisto, sicer sodnika v voru. Petek v skoku, Pečnik proti Petrišku, Petar Petriško, znova mikavna akcija Aluminija, toda zgrešil je potem Petar Petriško, ki tekme. Do žoge Feratovič, dobra podaja! Malce prekratek je bil Adrijano Blodek. Tomislav Jagič, v to sezono ste res dobro krenili, danes pa vam nekako ni steklo po načrtih. Kaj je razlog za to? Pa evo, jednostavno danas nije bil naš dan. Loše smo ušli u utakmicu, te greške su nas jednostavno presjekle i moramo čestitati Primorju na boljoj utakmici i to je to, idemo dalje. Petak je nova tekma. Kaj storiti, da po takšni predstavi samozavest pred štajerskim derbijem, torej tekmo z Mariborom, ne bo padla? Pa ne bo palo nama nikakvo samopouzdanje. Nakon te tekme možemo se samo dići, popraviti te greške koje smo radili danas na tekmi i u petak pokazati bolju igru i to je to. Najlepše hvala. Elijan Demirovič, iskrene čestitke za zelo dobro predstavo. Verjetno je bila to za Primorje najboljša tekma v tem tekmovalnem letu. Ja, sigurno je bilo. Mislim, smo imeli tudi dobre tekme prejšnje. Mislim, da nas je danes nagradilo skozi trdo delo na treningih. To, da smo verjeli, da smo dobra ekipa in to je rezultat. Ampak nimam dvomov, da bo še dosti takih tekmov v tej sezoni. Verjamem, da si boste zapomnili ta dan. Prišli ste do prvenca v prvi ligi z vašim PR-ovcem Davidom, sva imela prav poseben dogovor. Vam je povedal, kaj je obljubil? Ja, rekel mi je, da tisti, ki napove gol, da ste rekli, da morate napovedati gol in danes ste vi napovedali gol. Tako da ta dres je za vas. Najlepša hvala. Ni noben problem. Hvala. Jure Arsič, danes ste pred tekmo nekako napovedali, da bo dvoboj izenačen. V prvem polčasu je res bilo tako, verjetno pa se lahko strinjava, da so bili domači v drugem polčasu vendarle precej spretnejši. Ja, moram se strinjati z vami, definitivno so bili spretnejši, predvsem smo bili zelo slabi, katastrofalni v individualnem branjenju. Zadnja linija danes v celoti, bom rekel, ni oddelala tega, za kar smo se trenirali in se dogovorili. Enostavno njihova individualna kvaliteta v fazi napada nas je dala pod preveliki pritisk, dejansko bili kaznovani za vsako situacijo svojih, žal v prvem polčasu nismo izkoristili oziroma smo bili premalo hrabri. Nekako želeli se staviti boljši drugi polčas, ampak menim, da nas je ta drugi in tretji gol povsem odsekal. Čeprav smo verjeli, garali še naprej, enostavno danes kaj več nismo zaslužili. Vsakemu se seveda lahko zgodi slab dan, še vedno zelo udobno stojite na prvenstveni lestvici. Kaj pa zdaj storiti, da morda ne bo del samozavesti padel pred tekmo z Mariborom?
Pa ne bi se strinjal, da sedimo udobno, niti pred tekmo nisem bil tega mnenja, ker tako razmišljanje lahko hitro odpelje v nepravo smer. Mi smo ekipa, ki moramo garati, ki moramo biti fokusirani, se odrekati, biti ponižni in hvaležni, trdo garati, in ko nismo taki, ko nismo na 110%, smo podpoprečna ekipa. To smo letos že videli dvakrat proti Olimpiji in predvsem danes. V nekih delih tekme, bom rekel, čeprav se je ekipa Primorja na koncu razpadla, bi s kakim hitrejšim zadetkom morda še lahko stopili med žive, ampak ja, nimamo kaj glave ohraniti mirne, se zanalizirati, časa nimamo dosti do naslednje tekme, se pripraviti in pokazati dosti boljši obraz v petek. Najlepša hvala. Milan Anđelković, iskrene čestitke za zmago. Verjetno je bilo na koncu laže, kot ste si predstavljali, prav tako pa je najbrž to najboljša vaša predstava v letošnji sezoni. Hvala za čestitke. Lažje, težje, zelo težka tekma. Na koncu izgleda, da je bilo lahko, ampak ni bilo. Aluminij se je pokazala, da je dobra ekipa, čvrsta, dobro vodena, tako da smo zelo zadovoljni, težka preigrana zmaga in gremo dalje. Nekako se je zdelo, da so se v strelskem smislu vaši fantje v drugem polčasu zelo sprostili. Kakšen je bil vaš občutek na klopi? Ja, dobro, dali smo 4 gole, ki je zelo težko, najtežje je gol dati v nogometu. Sprostili, upam, da bo čim več takih trenutkov. Veliko delamo na treningih, da šutiramo, zabijamo, tako da upam, da smo zdaj ujeli pravo formo, kar se tiče tega. Na koncu ste sicer prejeli gol, ostali brez prvega tako imenovanega clean sheeta v tej sezoni. Koliko vas je zmotila ta kozmetična napaka? Ja, seveda je dobro, vedno, da ne prejmeš, to pomeni, da si čvrst v zadnji, kar mislim, da je osnova, če hoče zmagovati tekme, da je dobra obramba. Hoteli smo, malo je padala koncentracija, dobili smo ta gol, ampak ne glede na to smo zadovoljni in gremo dalje. V naslednjem krogu boste seveda gostili Celjane, ampak še predtem seveda pokalni derbi z Gorico. Kakšno sporočilo za navijače? Sporočilo za navijače, da jih vabimo v čim večjem številu, ker vidite sami, so zelo pomembni za naše igralce, za našo ekipo, tako da upam, da bo dobra tekma. Ne dvomimo to, ker je Gorica tudi dobra ekipa, imajo navijače, imamo mi svoje navijače, tako da mislim, da bo dobra tekma. Najlepša hvala.